po eni moji brezplačni delavnici si rekel, to je bila NLP diploma, ne, torej ta brezplačna delavnica v NLP-ju, si dobil nek navdih, motivacijo, da boš pretekel maraton v Manili. Ne? Kako je prišel do te odločitve? Ja, jaz sem iskal neko predavanje, kamor bi se lahko letošnjem letu priključil. In ne bom rekel, da je splet okoliščin, ker tega ni. Ne? Ko je učenec pripravljen, učitelj pride. In v tistem času so bile te brezplačne delavnice, tvoje delavnice, kjer se je predstavljalo program NLP Praktika. In na enem izmed posnetkov je bilo rečeno, morate se odločiti za to delavnico, to nimate kaj premišljevati, to zdaj pošljete Tjaši oziroma Andreji mail, se prijavite in to je to. To je glih tako, kot če se prijaviš na maraton, enkrat izpolniš prijavnico, pošlješ prijavnico tja in pol ni več debate ja ali ne. A bom ali ne bom, a bom pretekel ali ne bom pretekel, a bo dež ali bo sonce. Ne, ko si prijavljen in sam se sfokusiraš in to narediš. No in ko sem jaz ta posnetek poslušal, ne, sem rekel, wow, že 15 let me čaka tale maraton, ne. Zdajle pa jaz odprem računalnik, najdem maraton, sem rekel, opa, tole je pa 16. maja, zdajle smo pa začetek aprila, tole je pa samo 4 tedne, ampak jaz še nisem nikoli treniral za maraton, pa nisem še nikoli v življenju pretekel več kot 21 km. Ok, bil sem pa prijavljen en teden prej že na tek na 21 km v Alabangu, v Manili tudi, in sem rekel, ok, to nekako sovpada, bom laufal na 21, bom imel fajn trening in potem grem laufat naslednji teden lahko na 42. Ampak ja, Aleksander, ja, ti si bil tisti trigger med delavnico, da se je treba prijaviti pa narediti. Ni odlašanja, ni nič, če imaš nek fokus, neko željo, napišeš, narediš, pa že rešiš sprot, kako boš do tega končnega cilja prišel. Tako da hvala.